Pozdravljeni vsi, sem Ashley Banfield in to je Drop Dead Serious. Dobrodošli v Hopetown Inn and Marina, kjer sem na Elbow Key na Bahamih. Če poznate to območje, veste, da je to preprosto raj. Ampak v raju so se pojavile težave. In naj vam povem, morda je bolje reči, da je bil raj izgubljen, saj smo že 4. dan naše preiskave tukaj na Abakosih, na otokih severno od Nassaua, severno od New Providence. In tukaj je zelo težko priti do informacij. Res je težko dobiti informacije od kraljeve bahamske policije. In težko je dobiti informacije od domačinov, ker ne zaupajo vsi medijem in tudi ne želi vsak govoriti. Ampak izvedeli smo nekaj stvari, ki vam jih moramo danes predstaviti. Predvsem pa imamo zdaj zadnjo znano fotografijo Lynette Hooker, ko je bila še živa. Posneta je bila le nekaj minut, preden sta Lynette in njen mož Brian Hooker zapustila letovišče, kjer sta preživljala čas ob pijači, pozno popoldne 4. aprila v soboto zvečer. Na tej fotografiji je veliko informacij, še posebej časovni žig, oblačila, ki jih nosita, govorica telesa, kaj sta počela. Ampak jaz grem še dlje od fotografije in bom govorila z natakarjem, ki jima je postregel zadnje pijače. On ima nekaj zapovedati in bo razjasnil tudi veliko dejstev, ker se tukaj res hitro širijo govorice. Pa tudi delavec, ki mi je povedal, kaj sta pila, ni bil čisto natančen, ampak natakar bo to razjasnil. Ampak zdaj se vrnimo k fotografiji. To je bazenski prostor, ki sta ga Brian in Lynette Hooker obiskala okoli 16:30 popoldne v soboto 4. aprila. Kot dobro veste, sta spustila sidro na svoji jahti Soulmate. In dovolite mi, da se za trenutek ustavim in pripomnim, kako žalostno je, da se je jahta, ki sta si jo delila ta par, imenovala Soulmate. Soulmate? Ker je preiskava na tej točki in poudarjam, da gre za preiskavo, on je še vedno obravnavan kot osumljenec. In to prihaja od oblasti tukaj na Bahamih. Preiskava še vedno poteka, kaj ne? In pomisliti, ali je mogoče, da bi tvoja sorodna duša lahko naredila to, kar naj bi, veš, v nekem trenutku Brian storil, ko je bil osumljen in pridržan. Ni bil obtožen ničesar, zdaj je nazaj v Združenih državah, pravzaprav je v Sakramentu. O tem bom govorila čez minuto. Ampak vrnimo se k fotografiji. Torej, Lynette nosi črn kopalni kostim, kar lahko vidiš, če približaš, in zeleno ogrinjalo. To sem preverila pri Lynettinih hčerki in fantu Lynettine hčerke, Stevenu. Oba pravita, da sta to Brian in Lynette. Prepoznaš ga po tetovaži USMC na njegovem levem ramenu. In to je zagotovo Lynette. In to pregrinjalo za kopalke, ali vsaj nekaj, kar je videti kot to, smo videli v veliko njihovih videih in na njihovih družbenih omrežjih. Torej ima pregrinjalo na sebi. In kar je pri tem tako pomembno, je to, da Brian nikoli ni omenil pregrinjala za kopalke, ko je govoril z oblastmi. Ko je govoril z gasilci in reševalci, je rekel samo, da je nosila dvodelne črne kopalke in da to ni bil bikini. Lynettina hči Carly mi je povedala, da je bilo bolj podobno dvodelnim črnim kopalkam, ki, veste, nekako izgledajo kot enodelne, ampak sta v resnici dva dela. To je vse, kar je Brian rekel. Brian je rekel, da so to dvodelne črne kopalke, ni pa rekel, da je čez nosila zeleno ogrinjalo. In zdaj na sliki lahko jasno vidiš, da nosi še nekaj drugega, kar ni omenil policiji. Prav tako je na fotografiji časovni žig. In moram ti povedati, kako sem to fotografijo dobila. Najprej sem slišala za fotografijo. Tu se veliko govori. Pravzaprav je tukaj zadaj čoln. Pravzaprav je ravno zunaj, naj samo obrnem tako. Vidiš tisto modri trup tam, modri trup na tistem čolnu. Ljudje na tistem čolnu so mi povedali za fotografijo, ampak mi niso hoteli povedati imena moškega, ki je imel fotografijo. To je kot strogo varovana skrivnost. Ampak v vsakem primeru sem veliko raziskovala. In sinoči, res zelo pozno, sem uspela dobiti to fotografijo od lokalnega ribiča po imenu Joe. Mimogrede, to je vahu, ki ga drži. Veliko časa preživi na vodi in vsi ga poznajo. Tukaj je že dolgo, je Američan, ki zdaj živi tukaj. In Joe je slikal za svojo mamo.
Njegova mama mu je poslala sporočilo in šel je ven, ker je bila čudovita noč, ter posnel fotografijo bazena, valov in vetra. In jo je poslal svoji mami. Pravzaprav je posnel 2 fotografiji. Ena je nekoliko bolj jasna, če se osredotočiš na Briana. Njegovo tetovažo lahko vidiš nekoliko bolj jasno. Ampak šele naslednji dan je Joe ugotovil: počakaj malo, mislim, da imam njuno fotografijo. Časovni žig je 18:34. Ob 18:34 vemo, da sta Brian in Lynetta še vedno pri bazenu. Tudi natakar to potrjuje. Pove mi, da jima je zadnjo pijačo postregel nekje med 18:00 in 18:30. Obstaja posnetek nadzorne kamere, vendar so kraljevska bahamska policija zelo strogi in skrivnostni. Zato ne dovolijo glavnemu upravniku hotela Abaco Inn, da ga objavi. Tudi Carly, ne? Veš, Lynettini hčerki. Res je žalostno, ker sva dejansko preživeli veliko časa s Carly in njenim fantom Stevom. Končno sta prišla na Elbow Key in šli smo nazaj z njima. To ti bom pokazala v trenutku. Z njima smo se vrnili v Abaco Inn, kjer so njeno mamo nazadnje videli. In tam sem se pogovorila z njima ter slišala njuno mnenje, zdaj, ko sta videla, kako stvari stojijo. Ampak. Presenetilo me je, da jima generalni direktor ni dal videoposnetka, jima ga je pa dovolil pogledati. Dovolil jima je, da si ogledata videoposnetek, ni pa jima dal kopije. In ko sta si ogledala videoposnetek, sta tudi opazila časovni žig v trenutku, ko Brian in Lynette zapuščata Abaco Inn. In po njunem spominu je bilo to nekje okoli 6:38, nekaj takega, kar bi v bistvu pomenilo, da je bila ta fotografija posneta ob 6:34, narejena le nekaj minut, preden sta končno odšla. Ampak je tudi čudno, ker se ne zdi, da bi se ujemalo zgodbo, ki jo je Brian povedal večini ljudi, da je odšel okoli 7:30. Ker je to precej pred 7. To bi dodalo nekako dodatno uro k celotni zgodbi o tem, kdaj se je čoln prevrnil in koliko časa je potreboval, da ga je odneslo do Marsh Harborja. Do zdaj je bilo to približno 8,5–9 ur. No, zdaj bi bilo 9,5–10 ur ali še več. Prav tako pa bi bilo sredi belega dne. Zdaj je 6:35 in skoraj moram to narediti, ker mi sonce sije naravnost v oči. V redu, sonce zahaja. In dejansko sonce zaide šele okoli 7:30, ampak potem je še vedno nekakšna mrakobna svetloba. Temno ni do 8. Torej, val, recimo, da je odšel okoli 6:45. To je ura in 15 minut dnevne svetlobe. In tisti čoln zagotovo ne vozi uro in 15 minut. Gre le približno 10–15 minut iz Abaco Inn do sidrišča, kjer so bili tik zunaj kanala White Sound, kaj ne? V vsakem primeru je tole še en podatek v tej zelo nenavadni zgodbi, ki jo je Brian povedal, pa se ne ujema z nekaterimi drugimi stvarmi, ki jih je povedal drugim ljudem. Torej, 6:34 je časovni žig na Joejevi fotografiji. In hvala, Joe. In hvala tvoji mami. Cenim, da si fotografijo naredil za svojo mamo in da si jo delil z mano. Res to cenim. Druga stvar, ki sem ti jo želela povedati, je bila ta, da ko smo prvič prišli na Abaco, koliko dni je že od tega? Mislim, da 3 dni nazaj, vem, izgubljam štetje, 4 dni. Nekateri delavci tam so rekli, da so naročili samo 2 kroga, Bacardi Light in soda. Res so naročili samo 2 kroga in res so imeli Bacardi Light, ampak ne sode. To je Coca-Cola. In glej, podrobnosti niso pomembne za preiskavo, pomembna so samo dejstva. Torej, in razlog, zakaj vem, da je to Bacardi Light in Coca-Cola z limeto, znano tudi kot Cuba Libre, je ta, da mi je to povedal natakar. Natakar sam, končno sem ga uspela ujeti, ker ga zadnjih nekaj noči ni bilo. In uspela sem se z njim osebno pogovoriti o vsem, kar je videl pri tem paru. Sta izstopala? Ne, ne ravno. In ali je kdo opazil kaj nenavadnega? Naprimer, sta bila jezna? Je bil on jezen? Je izgledal, kot da je bil frustriran ali razdražen? Je bilo sploh kaj posebnega? In povem vam v bistvu, ne. Ken Sweeting je natakar.
tukaj je moj pogovor z njim v Abaco Inn. Povejte mi o dnevu, ko je tisti par prišel sem. Kaj ste videli? V redu, torej v soboto popoldne, mislim, da je bilo okoli 16:30 približno. Gospod je prišel do bara, njegova žena je šla naravnost k bazenu. Tako da v resnici skoraj nisem videl, z njo nisem govoril. Samo mimo je šla nekaj takega, bil je naporen popoldan. Gospod je prišel, naročil je 2 kuba libreja, torej rum s kokom. Rum s kokom ali rum s sodo? Rum s kokom. V redu, sprva smo slišali rum in soda. Hvala, da ste to pojasnili. Torej, 2 kuba libreja. 2 kuba libreha, dal sem bel rum, Coca-Colo, limeto. Dal sem jim 2. Odnesel jih je dol k bazenu. Vrnil se je čez kakšno uro ali malo več. Vzel je še 2 z druge strani bara, ker je takrat prišel iz smeri bazena, namesto da bi prišel od tukaj. Dal jim je svojo drugo rundo, torej 2. In potem se je vrnil nazaj k bazenu. In to je bilo to. Postregel sem jim samo 4 pijače. Je želel govoriti z vami? Malo. Samo, ker sem vzel njegovo naročilo. In potem je drugič rekel, hvala, ker ste me tako hitro postregli, ker smo bili zasedeni. Tisto noč smo imeli tam skoraj 200 ljudi, nekaj tasga. In drugič, ko je prišel, ni imel majice, kaj ne? Ne, gospod. Prvič je imel majico. Prvič je bilo, ko so se prvič pripeljali, in potem, ko je prišel ven drugič, je prišel iz smeri bazena. Ne vem, ali si je majico slekel v oceanu ali v bazenu, ampak drugič je prišel gor brez majice. In rekel je, oprosti, ker vem, da se bliža čas večerje in to. Pa sem rekel, prijatelj, vse je v redu. V bar prideš samo na pijačo, pa si tako na bazenu, tako da ni nič hudega. In sem potegnil njegovo kartico, v redu vse potrebno in to je bilo v bistvu zadnjič, ko sem videl katerega koli od njiju. Se ti je zdel zelo, zelo pijan ali zmerno pijan? Ne, tega ne bi rekel. Mislim, mogoče je bil malo pit, ampak zagotovo mi deloval pijan. Kakšno je bilo njegovo razpoloženje? Meni se zdelo, da je bil v redu, kot da bo vse v redu. Ni se zdelo, da bi bilo kaj narobe ali da bi se kaj dogajalo. Ni bil jezen? Ne, ni bil jezen ali besen ali karkoli takega. Vsaj ne name. Torej, nisem opazil nobene jeze. Zdel se je, kot da je bil dobre volje. Užival je. Ste jih kdaj videli ali slišali, da bi se prepirali? Ali ste slišali povišane glasove? Ne, gospa, ne, nisem jih videl. Če bi se prepirali ali kaj takega, bi bilo to spodaj pri bazenu. In jaz delam zgoraj, na drugi strani, pri baru. Torej sta bila, mislim, glede na vse, s katerimi sem tukaj govorila, povsem neopazna. Par, ki je bil tukaj. Bilo je čudno, bi rekel. Preprosto nista izstopala. Ne. Si jih videla, ko so odšli? Nisem jih. Veš, ob kateri uri so odšli? Ne natančno. Verjetno bi moral preveriti pri glavnem vodji ali nekom podobnem, da bi morda dobil informacije iz posnetkov ali kaj takega. Ker, kot sem rekel, smo bili tisto noč zasedeni, zato nisem imel nobenega nadzora. Ali pomislil, da bi bil pozoren na ljudi, ki odhajajo in niso prišli noter. Ali veste, kdaj so imeli svojo zadnjo pijačo? Pozdravljeni. Rekel bi, da je bilo verjetno med 6 in pol 7. Med 6 in pol 7? Ja. Približno. Dovolj časa, da do konca popijejo pijačo, recimo do 6:35. Ja, če so jo dobili okoli 6:30, tam do 7 nekaj takega. Domnevno so odšli okoli 7:30, ampak nisem prepričan. To je težko natančno določiti. Ja, in kot sem rekel, nisem rekel 6:30, nisem bil pozoren, zagotovo so bili tukaj po 6:30. Zagotovo. No, obstaja fotografija z njima ob 6:34, mislim, da je tako. Ampak potem je težko natančno povedati, kdaj so bili takrat pri bazenu. Lahko dobim vizitko za upravnika in morda si lahko izmenjujete e-pošto z njimi. In mogoče vam lahko dajo posnetek po 6:30, da vidite, kdaj so prišli gor ali kaj podobnega. Mogoče.
Ali so policisti prišli in vas veliko spraševali o tem, ali ste jih postregli in kdo so bili? Govoril sem s policijo, dal sem svojo izjavo, jo podpisal in vse. Isto stvar, kot vam zdaj govorim. Delal sem, zato res nisem bil pozoren in zagotovo nisem pričakoval česa takega. Ampak pridi. Ven iz tega nekako. To je moje naslednje vprašanje, Ken. Ko si izvedel, kaj se je zgodilo kasneje, kaj si mislil? To je bil šok, definitivno, ker ko so končno dobili fotografije in se je videlo, kdo je bil in mi je moj nadzornik pokazal njihovo sliko, sem rekel, postregel sem temu gospodu. Vem, da sem postregel tega tipa v baru, vem, kaj sem mu postregel, take stvari, ker sem kar dober natakar. Do takrat sem bil tam približno 20 let nekako. Spomniš se pijač? Bila sem natakarica 6 let, tako da te razumem. Spomniš se, kaj ljudje pijejo, ker je to velikokrat del njihovega značaja, veš? Večino časa. Ampak predvidevam, mislim šok, ampak si tudi predstavljam, da se to tukaj res ne dogaja, ne? To ni običajna stvar, definitivno. To je nenavadno. Elbow Key je tako prijeten, zaspan, sproščen kraj. Ne zdi se, da bi bilo tukaj veliko kriminala. To je odličen kraj. Zelo malo kriminala. Večinoma je šlo za malenkosti, če sploh kaj. Naprimer, da je nekdo vzel škatlo streknega pomola, ker je nihče ni pobral ali kaj podobnega. Res drobne stvari. In še ne vemo, ali je to sploh kaznivo dejanje. Preiskava še poteka. Je pa res. Ali imate kakšen občutek v eno ali drugo smer? Edino, kar lahko rečem, je, da se mi zdi res čudno, ker časovnice in zgodbe se ne ujemajo. Po mojem ne. Tudi jaz imam takšen vtis. Cenim to. Najlepša hvala, Ken. Ni problema. In srečno na poroki nocoj. Vem, da boš zelo zaposlena. Hvala. Steve, cenim, da si prevzel posel. Ja, zagotovo bo noro. Skoraj 150 ljudi imamo za poroko nocoj. Zahvaljujem se Kenu Sweetingu, da se je pogovarjal z mano o tem. Seveda je precej presenečen, da se je vse to zgodilo. To je tako miren, čudovit kraj. To je zgodba, na kakršne ljudje tukaj niso vajeni. V Abaco Innu sem imela tudi priložnost govoriti s Stevom in Carly. Carly je Linetina hči. Prišla je vse od Michigana na Bahame in je do sem potovala z več kratkimi leti. Iz Nassauja do Marsh Harborja in nato iz Marsh Harborja s trajektom sem na Elbow Key. In danes je prvič obiskala Abaco Inn. S Carly in Stevom smo se v njihovem golf vozičku odpeljali do gostilne Abaco. Pogovarjali smo se med potjo. Tako je stoična, a vidim bolečino na njenem obrazu in jo slišim v njenem glasu. Resnično se bori s tem. To je zelo, zelo težko, ker poskuša ugotoviti, kaj se je zgodilo njeni mami. In jutri, danes je 17. april, petek, bo minilo že 2 tedna. Dolgo je biti brez kakršnihkoli informacij o tem, kje je tvoja mama in kaj ljudje sploh počnejo glede tega. Tako smo se z njimi odpeljali tja in v trenutku vam bom pokazala pogovor, ko smo prispeli v Abaco Inn. Imeli so priložnost, da si ogledajo okolico. Pokazali smo jim tudi nekaj stvari, ki smo jih tam videli. In pogovarjali smo se z njimi na pomolu, kjer sta verjetno njena mama in Brian privezala svoj čolnič in se zadnjič spustila po lestvi v čolnič ter odplula po kanalu White Sound do svojega sidrišča. A preden sta to danes storila, sta se lahko vrnila na krov Soulmate. Še vedno je privezana na privezovalni boj. Še vedno je v Marsh Harborju, pri Conch Inn, pravzaprav tik ob Conch Inn. In prijazni domačini so jih odpeljali na vodo in jih spravili na krov. Tako sta se Carly in Steve lahko ukrcala na mamin čoln, si ga ogledala in vzela nekaj spominkov, stvari njene mame, ki Carly veliko pomenijo. In želela sem samo povedati, to sta delila z mano, tako da ne kršim nikogaršnje zasebnosti ali zaupanja. Delila sta slike in video posnetke, kako sta šla na čoln, šla spodaj in iskala stvari. Poglejte si. Vem, droga, vem. Tako da, glej,
Porabila sta toliko časa, kot sta ga lahko, da sta poskušala najti stvari, ki so bile, veš, pomembne in take, ki Carly spominjajo na njeno mamo Lynette. In dovoli, da ti dam seznam stvari, ki jih je Carly povedala, da jih je uspela prinesti izpod krova. Rekla je, da je dobila ogrlico od Lynette in na njej je črka L za Lynette iz diamantov. Pravzaprav je Carly rekla, da jo je njena mama nosila ves čas. In zato je vsaj vesela, da je ogrlica ostala tam, tako da jo ima zdaj Carly. Mislim, da je Lynette pogosto nosila trakove za lase in Carly si je res želela te trakove. Danes je dejansko nosila enega od maminih trakov za lase, ki ga je dobila na ladji. In na eni izmed slik lahko dejansko vidite, da ima Steve v roki zbirko trakov za lase. Prav tako, to mi je zlomilo srce. Na ladji je našla okvir za slike, ki ga je Carly sama pobarvala za svojo mamo. In tako je vzela ta okvir za slike nazaj in malega Budo, ker je očitno Lynette oboževala malega Budo, imela je majhen kip in tako so vzeli tudi to. Ampak ne veliko, samo pomembni spominki, ki so Carly veliko pomenili. Tako da, ko so končali na Soulmate, so se vrnili na kopno, nato pa so s trajektom prišli sem. In takrat sem ti povedala, da smo šli z njimi prvič v Abaco Inn s tistim golfskim vozičkom. In imeli smo priložnost govoriti o vsem, kar so se naučili, odkar so prišli sem. Ker iskreno, zanje je bilo to kot gledanje zemljevidov. Poskušali so ugotoviti, kje se je to zgodilo, kako to izgleda. Ne razumem, veš, nima smisla. In vse skupaj ima več smisla, ko to prehodiš. Ko se pelješ s čolnom, ko se pelješ z golfskim vozičkom in ko poskušaš priti od točke A do točke B tukaj naokoli. In tako sem imela priložnost govoriti s Carly in Stevom spodaj na pomolu, kjer privezujejo čolničke. Pokazala sem jima oba pomola, kjer vsi lastniki čolnov prihajajo s svojimi pomožnimi čolni. Temu rečeš tender, če si v čolničku in greš do velike ladje. In postavila sem jima nekaj vprašanj o tem, kako se je zaradi tega njuno življenje spremenilo. Poglejte. Povej mi vtise zdaj, ko si prispel. Tukaj, the Abaco Inn. Vesela sem, da bom dobila nekaj odgovorov in vesela sem, da bom videla nekaj posnetkov svoje mame, njenih zadnjih trenutkov. Pravkar sem jo videla v baru in kako se sprehaja proti vodi, ampak to je pa tudi vse. Ali imaš zdaj boljši občutek za teren, potem ko si imela priložnost hoditi po tem območju, kjer sta morda parkirala svoj čolnič, prav tukaj, tam čez? Ali zdaj, ko si tukaj, bolje razumeš vse skupaj? Ja, peljala sem se z ladjo in v bistvu ponovila njune korake ter si ogledala bar, v katerem sta bila pred Abaco Inn in tam spraševala. Niso imeli ničesar. Rekli so, da ni bilo ničesar severa iz... Ja. Nič ni bilo nenavadnega. Nič nenavadnega. Da. In? V bistvu je bila voda, bila je visoka plima, ampak se je zdelo, da je bila voda dovolj plitva, da bi se lahko vsaj kdaj pa kdaj dotaknili dna. Zato mi ni jasno, zakaj ni skočil noter, ker je precej visok. Zato sem zmedena, zakaj ni odskočil stran. No, še večja zmeda je, zakaj niso sledili obali, zakaj niso šli zunaj tistih pilotov. Tisti piloti so tam, ker je tam globje. Zume teh pilotov je bolj plitvo. Majhen čoln ne potrebuje globoke vode za plovbo. Ta čoln bi zlahka plul v vodi, globoki manj kot 2 čevlja. On bi lahko, če bi ona padla zunaj, levo ali desno, on bi šel zunaj pilotov na levo. Lahko bi ostal zunaj pilotov in voda bi bila globoka 2 do 3 čevlje, tudi ob plimi, tudi z valovi. Valovi se običajno začnejo šele, ko prideš zunaj zadnjega pilota. Tam postane vetrovno, tam postane valovito. Lahko bi sledil obali vse do leve strani. Odločil se je, da ne bo. Ja, se je tvoja predstava o Brianovi zgodbi spremenila, odkar si prišla sem? Ne, zgodba je bila neumna že od začetka. Veš, če smo mislili, da je sumljivo. Ko to vidiš v živo, se to samo še bolj potrdi. Ja, imela si priložnost, da greš na Soulmate in se ukrcaš na mamin čoln. Mi lahko kaj poveš o tem? Bilo je res težko. Zadelo me je kot vlak, ko sem dojela, da je ni tam. Imela sem občutek, da bo vsak trenutek prišla za vogal in rekla, kaj dogaja, ampak je preprosto težko. Dobila sem nekaj njenih stvari, dobila sem njen trak za lase, dobila sem njeno ogrlico. Tisto, ki jo nosiš. Ja. In dobila sem okvir za slike, ki sem ga naredila zanjo in ga pobarvala. In dobila sem nekaj, kar je ona sešila, da se jo bom lahko spominjala. Kako je bilo biti na krovu? Bilo je res težko.
Ja, ves čas sem jokala. In na poti nazaj. Hvala ljudem, ki so nam dejansko ponudili prevoz, čeprav jih nismo poznali. Preprosto so rekli, hej, potrebujete kaj? In mi, hej, lahko dobimo vožnjo z ladjo, in so nam jo ponudili. Bahamčani so eni najprijaznejših ljudi, kar smo jih kdaj srečali. Res so bili prijazni, moram reči, da smo vsi v istem čovnu. Tukaj smo dobili veliko prevozov in veliko pomoči od ljudi, ki so več kot pripravljeni pomagati. Ja, vsi mislijo popolnoma enako. Vsi vedo, da je njegova zgodba nesmisel in da je on slab človek. Kaj misliš o tem, da je odšel dan potem, ko je bil izpuščen? Mislim, da to samo pokaže njegov značaj in koliko mu pomeni njegovo delo. Kako lahko rečeš, da nikoli ne boš nehal iskati nje, potem pa naslednji dan odideš in rečeš, da boš šel pomagati svoji mami, za katero veš, da je že nekaj časa bolna. Torej, zakaj ravno zdaj? Se je kaj spremenilo zate zdaj, ko si tukaj? Ko si lahko bil na otoku in dejansko hodil po zadnjih stopinjah, kjer je bila Linet nazadnje videna? Se je kaj spremenilo? Ali si pridobila kakšno novo znanje, odkar si tukaj? Rekel je, da so odšli ob 7:30, ampak kaže, da so odšli ob 6:30. Tako da je bilo nekje okoli 6:30. In videti to fotografijo ob 6:34 je tudi drugače. To res nekako potrjuje, da so bili takrat tukaj. Ja. Torej tam 1 ura, v kateri se je nekaj morda zgodilo, ali pa tudi ne. Ne vemo. In ne vemo, kaj se je zgodilo, vemo samo, da jih je od tam čez vodno pot dobesedno nosilo 9 ur. Kaj je to? 4 ali 5, 6 mila, nekaj takega, za kar vsi tukaj pravijo, da če bi pihal veter z 20 vozli, bi on v čovnu, tudi če je veslal, kot je rekel. Torej, če bi veslal proti vetru, kar ima smisla, saj veslaš proti tja, veš, to bi moralo vzeti največ 2 do 3 ure. Torej, najmanj nekaj ur, ki manjkajo. Ja, in zakaj bi premaknil svoj čoln potem, ko je ona izginila? Tudi jaz tako mislim. Če bi želel, da se vrne, ker se je izgubila in jo je nekdo našel, ter jo vzel s seboj na čoln. Vrneš se tja, ker misliš, da bo tvoj čoln, pa ga ni več. Rečeš, hej, kam je šel moj čoln? Ja. Kaj misliš o tej informaciji, da so gasilci in reševalci rekli, da se je zdel zelo zaskrbljen glede tega, da dobi nazaj svoj pomožni čoln, ni pa vprašal, koliko iskalnih čolnov je zunaj, kje je štab iskalne akcije, kot naprimer, kako se lahko pridružim. To samo daje vtis, kot da si želi, da bi bilo vsega konec in mimo. Kot da, zdi se, kot da mi je, ko mi je pisal, samo želel, da prebolim dejstvo, da je moja mama izginila. Kot naprimer, prebrodili bomo to, draga. Kaj? Moje mame ni več in tvoja zgodba se ne ujema. Ne bom kar na tvoji strani samo zato, ker želiš vse pomesti pod preprogo. Si imela sploh priložnost govoriti z njim? Ne, odkar si mi povedala za to. In ali je on poskušal stopiti v stik s tabo, ali si ti poskušala stopiti v stik z njim? Ne. Kontaktiral me je nekajkrat, poslal je sporočila, klical me je in pustil glasovna sporočila, ampak drugače mu nisem odgovorila. Ali nameravaš? Ne. Ne veš, nočeš govoriti z njim. Glede na dejstva, ki jih poznam, njegovo zgodbo in moj občutek, je odgovor vsekakor ne, kaj ne? Kaj misliš, da se je zgodilo? Mislim, da je nekaj naredil in jo pritegnil k sebi. Morda je nekaj naredil. Prišla sta do čolna, potem pa jo je, ko ga je premaknil, morda odvrgel v morje. Ne vem, ampak nič dobrega. Ne verjameš niti besede njegove zgodbe. No, vemo, da ga je res odneslo čez. To je približno edini del zgodbe, za katerega vemo, da je napol resničen. Res ga je v čolnu odneslo čez in nekako je potreboval 9 ur, da ga je vetru s hitrostjo 20 vozlov odneslo 4 milje. Vsak kapitan ladje, s katerim smo govorili, vsakdo, ki pozna jadranje, s katerim smo govorili, je rekel, da to ni verjetno. Obstaja več ur, ki niso pojasnjene. Kaj se je dogajalo v teh urah, ne vemo. Redu. Hvala, fantje. To mora biti za Karli res neverjetno boleče. Saj ve, da je njena mama nekje tam zunaj, morda je še vedno tam, a preprosto ne ve, nima odgovorov, veste. Preprosto sem čutila, da je še otrok. In je tudi edini otrok svoje mame, nima bratov ali sester. Tako da ona in Steve, njen fant, to res počneta sama, veste. To mi je bilo težko gledati sinoči. Nekdo drug, ki sem ga srečala, ko sem bila zunaj na obhodu. Prijazen fant. On in njegov oče tukaj veliko ribarita. Sedela sta poleg mene.
večerjali smo in pogovarjali smo se z Eni. Rekel je, da vsi govorijo o tej zgodbi, vsi govorijo o tem. Rekel je, veš, tam zunaj je veliko morskih psov. Nekateri pravijo, glej, komaj kdaj ugriznejo. Skoraj nikoli ni napada. Zadnji je bil pred mnogimi leti. Drugi pravijo, da je ogromno tigrastih in bikovskih morskih psov, kaj ne? Tigri in biki so najbolj nevarni morski psi tam zunaj. In rekla sem, ja, ampak kako blizu so ta območja, kaj ne? Tukaj je veliko čolnarjenja in ljudje, veš, vržejo sidro dol. Plavajo svojih jaht in vsega. In večina ljudi je rekla, ne, nikoli ne napadejo plavalcev. To je tako redko. Malo nižje pridejo ribiči ob 5:30 in jih je cela množica, ampak morda ne ravno na tem območju. In potem mi je Jonathan, ki je sedel poleg mene, pokazal video, kjer je bil na krovu z lokalnim kapitanom, ki mimogrede imajo res oster pogled. Ti ribiški kapitani, domačini, imajo bionične oči. Imajo oči kot Steve Austin. Ta ribiški kapitan je lahko videl tigrastega morskega psa daleč spredaj. Nisem vedela, kaj je na videu. Gledala sem ga dolgo časa, ker so se samo vozili po čudoviti vodi. In potem ga vidiš tigrastega morskega psa, ki je bil zunaj kanala White Sound Channel. To je kanal, ki vodi iz hotela Abaco Inn. To je kanal, skozi katerega bi morala Steve in Lynette iti ven, zaviti levo, se obrniti proti jugu in se odpraviti proti svoji jadrnici s kobilico Soulmate. 46 čevljev dolga jadrnica. In bila bi le nekaj tisoč jardov stran. Pravzaprav niti ne nekaj tisoč, manj kot 2000 jardov, morda celo manj kot 1500 jardov. Torej, video, ki ga boste videli, je prav iz tega kanala, prav v isti bližini. Poglejte si. Si z mano? Preklete luči! Brate, to je velik tigrasti morski pes. Si slišal to, kaj ne? To je bil tigrasti morski pes in bil je kar velik. Kar je najpomembneje, ta posnetek je bil posnet v ponedeljek, 6. aprila. To je dan potem, Brian se je po nevarni noči, ko ga je odnašalo proti Marsh Harborju, naplavil na obalo. In po njegovih besedah je Lynette padla čez krov. Torej, to je bilo, ja, tista stvar je bila tam zunaj v ponedeljek. In gledala sem to, ko je šel video mimo, samo pomislila sem, moj bog. Res je kar srhljivo pomisliti, da je tam toliko čolnarjev in plavalcev in vsi se tako zabavajo v morju Abaco. In je tako plitvo na najglobljem delu, kjerkoli. Morda 4,5 metra, ampak bolj verjetno okoli 3 metre, veš. Povsod, kamor greš, vidiš dno. Tukaj ni nobenih velikih jadrnic s kobilico. Ne bi mogli priti skozi, njihove kobilice ne bi šle skozi. Nekatere imajo ogrez. Bila sem na jadrnici s kobilico, ki je imela ogrez skoraj 3 metre. Ne bi mogla pluti po morju Abaco. Tako da tukaj vidiš veliko športnih ribiških čolnov in tudi veliko jadrnic s kobilico, ampak ne vidiš tistih ogromnih jadrnic s kobilico, ki imajo res globoko kobilico, da jih ne prevrne. Ampak, veš, ena stvar, ki so jo mnogi omenili, in sem to že povedala v drugih epizodah, je ta, da bi zelo verjetno videl truplo. In kmalu boš videl posnetek, ki sem ga dobila, ali vsaj fotografijo, ki sem jo posnela, ameriške obalne straže, ki je letela v mrežnem vzorcu nad celotnim območjem morja Abaco, kamor bi lahko Lynette zaneslo. In videl bi jih. Uporabili so sonar, brezpilotnike, uporabili so C-130 letalo. Vse to so naredili, kaj ne? In videl bi to, ker je skoraj kot plitev bazen, kaj ne? Je nekje med plitvim in globokim delom bazena, bi morala reči. Veš, nekje med 2 in 4. 6, 10 in na najgloblji in redko pri najvišji plimi 15 čevljev.
Tako da menijo, da če bi bila Linet v tej vodi, bi jo videli. In preiskali so vse obale, povsod. Sabo so vzeli tudi psa za iskanje trupel na obalah. Nič, popolnoma nič. Ne vem, če ste to opazili, ampak na barki Soulmate je rešilni jopič. Pravzaprav je v kokpitu, na prostem, kot da bi ga lahko vsak močnejši sunek vetra odpihnil, pa je še vedno tam. Tako je to pustil Brian, kar je nenavadno. Mislim, nič ni bilo pravilno pospravljeno. Vse je bilo precej kaotično tam notri. Vem pa, da je bila policija večkrat na barki in da so vzeli nekaj stvari z tiste barke. Vzeli so veslo. Vzeli so veslo, ki ga je uporabljal Brian. Rekel je, da je eno veslo izgubil, prijateljem pa je povedal, da ima še eno, ki je bilo zlomljeno. Zlomljeno veslo. Nikakor ni bilo zlomljeno. Videla sem ga. Videla sem fotografijo tega na Soulmate. Prinesel ga je nazaj na Soulmate in to je bilo pravo veslo, ljudje. Ja, imelo je zatič na sredini, ampak ni bilo zlomljeno. In ni bilo nobenega sprejemnika, kot neke odprtine za zatič v tisti mali čolniček, ki so ga imeli. Tako teh vesel ne bi mogli uporabljati kot vesla. Uporabili bi jih kot pagače in pravzaprav boste slišali človek, informacije, ki jih je Brian dal o tem, kako je veslal in kje je veslal. To boste slišali v jutrišnji epizodi, ker nič od tega nima smisla. Prav nič. Tam, kjer pravi, da je divje veslal, meni to ne gre skupaj. In tudi mnogim čolnarjem, ki so spremljali to zgodbo, to ne gre skupaj. Še nekaj vam želim povedati in to mi je res zlomilo srce, ker imam občutek, da smo šele na začetku te preiskave in da je to res velika skrivnost. Preiskovalci ameriške obalne straže, ki so bili tukaj, so prispeli v, nekakšni manjši različici letala C-130. Svojo opremo, s psom za iskanje trupel, s kletkami in prav vso opremo, ki so jo potrebovali, da so lahko bili tukaj. In res so garali, dokler so bili tukaj. In bilo je težko tudi zato, ker niso imeli svojih čolnov. Morali so zanašati na Bahamčane, da so jih prišli iskat, jih vozili naokoli, jim pokazali, kje so stvari in tudi nas prepeljali na tisti otok, Lubers koridor, da bi lahko psa peljali tja iskat. In to je bilo res težko, veš, ampak preživeli so, rekla bi, približno 4 dni. 4 dni tukaj. Torek, sreda, četrtek, petek, 3 dni in pol. In danes so odšli. Mislim, bilo je le toliko, kar so lahko naredili, kaj ne? Ampak tisti C-130 je podoben, ni C-130, ampak zgleda kot eden in se odpre zadaj. Odšli so nazaj v ZDA. To ne pomeni, da je preiskava končana. In pravzaprav, kot sem že rekla, sem po bahamskih virih iz njegovih ust slišala, da je Brian še vedno osumljenec. Ampak v ZDA za umor ni zastaralnega roka. In lahko te obtožijo umora v ZDA, tudi če se nekaj zgodi v tujini z ameriškim državljanom. Torej to še vedno poteka. Preiskava še vedno poteka, vendar jo zdaj selijo nazaj v Združene države. In žal nam je, da odhajajo, ker imam občutek, da je še toliko več, kar bi bilo treba narediti. Ampak poslušajte, iščeš tam, kjer iščeš. In če ne najdeš ničesar, pač ne najdeš. Kar se tiče ZDA, Brian Hooker, kot že veste, je odšel. Se vrnil v Združene države Amerike dan potem, ko je bil izpuščen iz pridržanja. In razumem ga. Ni veliko ljudi, ki bi si želeli ostati v tuji državi, če so tarča kazenske preiskave, ampak ni imel potnega lista, zato bi ga moral pospešeno urediti. In vem, da ni imel potnega lista, ker je rekel, da so njegov potni list, Linetini potni listi in rezervni ključ za električni motor na čolnu vsi padli v vodo v vodotesni vreči. Mimogrede, vodotesna vreča, to sem že povedala, je velika, približno pol metra krat 30 centimetrov in je svetlo zelena. Velika pa je nikjer niso našli. Tako da ne vem, kam je šla vodotesna vreča, ampak veste, plavalni pripomoček je bil čisto na drugi obali, poleg čolna Briana Hookerja, 100 yardov stran. Torej, zakaj plavalni pripomoček ga ni odneslo, kaj ne? To je za drugo epizodo. V vsakem primeru je rekel, ko je zapuščal to državo, da bo obiskal svojo bolno mamo. In lahko vam povem, da smo od organov pregona izvedeli, da je dejansko v Sacramentu. Odšel je vse do Sacramenta, kjer živi njegova mama, Rita Ward. Želim vas samo spomniti na nekaj, kar je Rita Ward povedala za News Nation.
Rekla je, citiram, Brian bo še naprej iskal Lynette. In s svojimi otroki se po telefonu pogovarja tako pogosto, kot je mogoče, ter upa, da jih bo kmalu videl. Ne išče, saj ne tukaj. Tukaj zagotovo ne išče. In po naših podatkih sploh ne vemo, ali je sploh kdaj šel na iskalni čoln. Vemo samo, da so nam gasilci in reševalci povedali, da ga je bolj skrbelo, kako bo dobil svoj čolniček nazaj, in ni vprašal, kje je, veste, kje je glavni štab za iskanje. Kaj zdaj? Koliko čolnov imate zunaj? Ni bilo nobenih vprašanj o napredku ali, veste, logistiki iskanja in kako bi se lahko pridružil. Sploh ni vprašal, samo rekel je, kako dobim svoj čolniček nazaj. Ampak to tudi razumem. Malo bom omilila to s tem, da povem, če si mornar na jadrnici ali barki s kobilico in vržeš sidro, ne moreš preprosto oditi na kopno. Moraš imeti pomožni čoln. Moraš imeti manjši čoln, čolniček ali pomožni čoln, veš, nekakšen pomožni čoln. Tako da dejstvo, da prosi za svoj pomožni čoln, je bilo logično. Nujno ga moraš imeti, ali pa si na krovu. Ostaneš na krovu. Ampak čudno je, da med tem, ko prosiš za pomožni čoln, ne sprašuješ tudi o logistiki in iskanju svoje žene. In vse to se je zgodilo le nekaj ur potem, ko ga je naplavilo na obalo. In spomnim vas, kje je bil Brian Hooker z mislimi, saj je na posnetku, kjer pravi naslednje. Sem na Bahami, dokler ne dobim žene nazaj. Vse sem odpovedal. Nameravala sva iti domov, da podaljšam vizum. Samo vem, da sovražim to ladjo. In če se ne vrne, se nikoli več ne bom ukrcala na to preklemansko ladjo. To zadevo bom prodala. Ampak ni ostal tukaj. Zelo hitro je odšel. Kolikor vemo, ni veliko iskal. Je pa vprašal nekaj fantov, ali ima kdo čoln. Ima kdo čoln? Veš, ampak ni ničesar naredil glede tega. In kolikor vemo, ni imel pravzaprav nobenega časa, ker so bili samo 4 dnevi. Vključno z dnem, ko ga je naplavilo na obalo, preden so ga aretirali in zaprli v pridržanje. In ko je prišel iz pridržanja, tudi ni bilo nobenega iskanja, ker ga ni bilo več. Tako, to je to iz Hopetowna na Elbow Keyu v otokih Evakos na Bahamih. Vem, da je to dolg naziv, ampak res je čudovit kraj. Samo to, da je to tako žalostna zgodba na tako srečnem kraju, veš. Imam pa še nekaj zanimivega v nadaljevanju. Pogovarjala sem se z enim tipom, ki je preživel največ časa z Brianom, ko ga je naplavilo na obalo. In naj ti povem tole. Stvari, ki jih je Brian povedal njemu, niso iste kot tiste, ki jih je povedal svojim prijateljem. Vse to prihaja, zato se naroči in stisni všeček, če lahko. Res nam pomaga in to zelo cenim. Res nimaš pojma, koliko. Hvala vsem, ker ste poslušali, najlepša hvala, ker ste gledali. In ne pozabite, resnica ni samo resna. Je smrtno resna.